Mnogo je poklicanih, a malo izvoljenih. Hvala vsem, ki ste prišli na današnjo predstavitev knjige Izvoljeni po istoimensko imenovani seriji The Chosen v angleškem prevodu. Knjiga je išla v slovenščini pri založbi Družina. Tukaj lepo pozdravljam, med nami je tudi gospa prevajalka Klementina Logar. Prevod je zelo lep, zelo tečen, tako da zasluga gre k njej. Knjiga pa se nanaša na prvo od 3 že predvajanih serij. Naša sogovornika sta danes 2 režiserja in pa en pater duhovnik. Klemen Dvornik, režiser z zelo obsežno filmografijo. V zadnjem času je bila najbolj odmevna kriminalna serija Jezero, pod katero si kot režiser podpisan skupaj z Matevžem Luzarjem. Poleti pa si posnel mladinski film Blok 5, ki je v nastajanju. Si predavatelj na AGRFT in predsednik upravnega odbora Mednarodne konfederacije audiovizualnih avtorjev, sedežem v Buenos Airesu. In še veliko bi lahko povedali o tebi. Vesela sem, da je brez oklevanja na pogovor pristal moj mož, režiser in scenarist Jernej Kastelec, avtor predvsem več dokumentarnih filmov, tudi otroških, v zadnjem času pa tudi profesor na Umetniški gimnaziji Nova Gorica in pa Višji strokovni šoli Sežana. Z nami je pater Andraž Arko, ki je svojo doktorsko disertacijo zagovarjal prav na temo filma Katehetsko-pastoralna uporabnost Kristusovega pasiona je bila v središču tvojega dela. Poznamo te pa tudi kot ljubitelja in ljubiteljskega režiserja več mladinskih iger, posnetih in izdanih pri založbi Brat Frančišek, pa še z marsičim se ukvarjaš. Tako da hvala vsem, da ste prišli. Mogoče preden začnemo z debato, še ena kratka informacija o fenomenu serije Izvoljeni. Do zdaj so bile predvajane 3 sezone Izvoljenih. Pomladi letos so v Teksasu začeli snemali 4. sezone, načrtovanih pa je skupno 7 sezon po 8 epizod. Pilotska epizoda je bila predvajana na Sveti večer 2017 in ker je priljubljenost postopoma rasla, so se ustvarjalci odločili, da ponudijo to serijo v sofinanciranje gledalcem, se pravi platforma množičnega financiranja, je pa doživela presenetljiv in velik odziv, tako da so lahko tudi to serijo zastavili na veliko. Leta 2019 je bila brezplačno dostopna prva serija, leta 2021 druga, tretja se je začela predvajati lani decembra in sicer v 20 kinematografih v ZDA in dosegla rekordne gledanosti. Tako da do zdaj si je serijo ogledal 400 milijonov ljudi in je prevedena v 600 jezikov, to je res nek fenomen, podobno kot svetopismo, se dogaja. Hkrati z vsako novo sezono je pa išla tudi knjiga Izvoljeni. Avtor teh knjig pa je ameriški pisatelj Jerry B. Jenkins, oče režiserja Dallasa Jenkinsa. Tako da nekakšna družinska produkcija. Tukaj lahko tudi obe knjigo vidite. V naslovnici sta pa v 2 različicah, tako da ne bo pomote, zaenkrat imamo samo eno knjigo na policah. Upodobitev Jezusovega življenja na filmu je zelo veliko. V pripravi na ta pogovor smo nekako združenimi močmi ugotovili, da jih bi bilo zelo na palc lahko takoj 20, a ne? Sigurno smo pa še kakšnega izpustili in je še kaj.
Vsako leto dobimo nek nov poskus upodobitve. Trenutno se snema Kristusov Passion 2, Mel Gibson, upamo, da bomo trailer videli prihodnje leto. Kaj pa vi? Kateri od filmov o Jezusu je na vas napravil nek vtis, še poseben vtis, oziroma je bil kakšen, ko vas je izrazito zmotil, vam ni bil všeč? Mož, tako si se usedel, da bomo začeli pri tebi. Aha, to je že žgano. Ja, mogoče bi jaz za začetek povedal, da v resnici nisem nek velik ljubitelj filmov o Jezusu, pa tudi ne poznavalc, oziroma ne bom rekel, nisem velik ljubitelj, nisem nek fan, no, da bi tudi te filme, ki smo govorili o njih, marsikakšnega nisem videl ali pa ga nisem videl v celoti. Zakaj? Mogoče zato, ker se mi zdi, da je kar težko upodobiti Jezusov lik kot tak, ne? Da ti da res nekih veliko novih asociacij, poleg tega, pač, če poznamo Evangelije, no, in beremo Sveto pismo, se mi zdi, da je to kar težka naloga v resnici, no, Jezusa upodabljati in evangeljske odlomke. No, se v Jezusovem liku bomo malo kasneje še kaj več povedali. Mogoče iz zadnjega obdobja, kjer mi je ostal zelo v spominu, je v bistvu en film, ki ga marsikdo tudi ne mara, se mi zdi, ali pa je doživel veliko kritik, in sicer Marija Magdalena. Je malo samosvoja interpretacija recimo evangelijev in odnosa med Marijo Magdaleno pa Jezusom. Mi je postal zelo v spominu, da Joaquin Phoenix igra Jezusa, ne, Rooney Mara, njegova partnerka, mislim pa da, ne, v privatnem življenju je pa Marija Magdalena, no, v filmu. No, ta Joaquin Phoenix mi je ostal zelo v spominu, predvsem ena scena, no, tam, kako obudi Lazarja, se mi zdi, da je fantastično prikazan nek Jezusov boj z zlom, oziroma kako more premagati smrt, pa da sploh njegova igra, sicer je mogoče bolj poudarjen nek človeški vidik Jezusa, ne toliko božji, no, čez cel film bi rekel, ampak tako. So pa moje hčerke, ko smo gledali ta film, imele pripombe, da je majčkeno depresiven Jezus, no, tako da tudi s tem se strinjam, po svoje tudi kritike, no, so na mestu, ampak malo mi je bil drugačen kot veliko drugih upodobitev, pa mi je mogoče tudi zato se malo bolj v spominu vtisnil. Mogoče isto vprašanje? Jaz sem se pol, ker smo te spiske delali, spomnil še enega filma, in sicer slovenskega. Ema Kugler je naredila, mislim, da je neki naslov s časom, v katerem igra Jezusa, v bistvu gre za eksperimentalni film, ampak je v bistvu Jezus film. V njem igra Jezusa Marko Mandić. Za moj kar dober Jezus, skoraj mislim, da nič ne govori sploh, ampak sem potuje čez prostor in čas, s krono na glavi, pa v bistvu prebičan v krvavi obleki. Tako da v bistvu tega sem se spomnil pol, tako da v bistvu imam slovensko neko verzijo tega. Drugač pa moj, jaz malo študente teroriziram z enim filmom o Jezusu, in sicer Pasolinijev Evangelij po Mateju, ki je zelo dolg, pa je umetniško na zelo visokem nivoju. Gre pa za direktno, v bistvu skoraj 1:1 prevod za upodobitev Matejevega Evangelija. In tako, ko sem ti rekel, da je Jezus v Mariji Magdaleni malo depresiven, tukaj je pa zelo jezen. Zelo je človeški, zelo, ampak so pa recimo, zdaj poleti, ko smo snemali, zanimivo, da poleti, ko smo snemali ta otroški film, je na koncu en prizor, kjer ta oče, ki ga igra Marko Mandić, ima neko sceno, kjer v bistvu znotraj protesta dvigne ljudi, pa tako ima nek tak govor na gori.
in je Marko Mandić prenesel kot referenco za ta prizor prav Pasolinijev Pasijon oziroma Evangelij po Mateju. In dejansko tam v eni sceni proti koncu so eni zelo podobni emotivni prizori v smislu, kako bi lahko bila ta scena, ki smo delali, narejena. Tako da recimo tukaj so neke take povezave, oziroma moj nekaj posebni odnos do teh Jezusov na filmu. Drugač me večinoma te Jezusi malo včasih žicerajo. Eni so ful lepi, recimo Zefirelijev, ki ima modre oči, pa Pavel je tak, pa dolg obraz, tak skoro ikona. Pa tam igra Olivia Husseinova, igra Marijo, ki je bila itak za najljubšo igralko v 80-ih. Julijo igra Romeo in Julija. Drugač pa mene se dotaknil pač Gibsonov Pasijon, posebej zato, ker je v aramejščini, to se mi zdi, da je en tak presedan. Se sprašujem, zakaj ne bi mogel biti v bistvu že tle, izvoljeno, The Chosen, je malo tako pač po ameriško zbran, je malo ta glavni igralec govori, da pravi, da je on zbral ta nek egipčansko, arabsko, izraelski naglas, ki je v njegovi družini prisoten, ampak se vidi, da ta izbira, da govorijo po angliško, je mogoče komu lahko tudi malo tuja. In se mi zdi to, ta izbira, da govori aramejsko, tako kot govori Vincent Cassel v Pasijonu, mogoče so najbolj autentična, tudi pripomore k tej krutosti Pasijona, ki so noga Pasijona. Tako da ta del se je mene tako, so mi pa moteči te neki proste interpretacije Gibsonove vmes, ki ne veš točno, zakaj se pojavil s tistimi 40-letnim otrokom, ne vem točno, ta prizor me je zmotil, tako da to za enkrat. Andraž? Ja, dobro, Gibson je Pasijon vsekakor. Ja, medtem kot, če bi me nekdo vprašal, pa rekel, kateri bi bil najboljši film o Jezusu, ki ga pokaže kratko, jedrnato, pa dajmo reči bolj pravoverno. Pravoverno mislim v tem smislu, da ni nekih interpretacij not, ker so čist svoje zgodbe, ali pa dajmo reči nekako v duhu Svetega pisma, v duhu Evangelija. Tudi če so neke svoje lahko interpretacije noter. Potem bi izbral film Jesus iz leta 1999, režiser Roger Young, tudi zato, ker je izbral glavnega igralca, ki je Jeremy Sisto in ni bil tako tipiziran še takrat. In problem pri teh igralcih, kot smo jih že prej izpostavljali, če imamo preveč tipiziran, mislim, že poznan obraz, je malo težko gledati, tistega igralca, ki ti igra pol Jezusa, kot si je rekel že, to je za primer filma Marija Magdalena. Je pa zanimivo se spraviti malo v zgodovino nazaj, ker so mogoče kakšne stvari, ker imajo tudi eno časovno distanco, lahko zelo zanimive. Naprimer, film Kralj kraljev, ki je bil v bistvu blockbuster, s katerim je Cecil B. DeMille postal v bistvu najbolj legendarni režiser takrat, ki je tudi eden od soustanoviteljev Hollywooda. Je zanimiv. Je pa res, da z današnje perspektive imajo določeni starejši filmi tudi nekaj teh antisemitskih prvin nota, kar je mogoče danes malo težko gledati, pa zgleda mogoče malo politično nekorektno. Zanimiv je tudi prvi zvočni film, ko prvič Jezus spregovori na filmskem platnu, in sicer film Golgota iz leta 1934. Režiser je isti, ki je tudi posnel Don Camilla in Peponeja. Tako da, mogoče malo kakšnih takih zgodovinskih cukrčkov, ki mogoče se zdijo danes malo bolj počasni v pripovedi, ampak hkrati pa lahko prinesejo mogoče tudi kakšne take teološke vide, ki jih sodobni današnji filmi niso sposobni prinesti. Toliko, če gremo na kratko. Kako pa gledate na poskus, da bi o Jezusovem življenju naredili serijo, ki se je zdaj že realiziral?
pač dejstvo je, da je režiser Dallas Jenkins na ta način pridobil malo več manevrskega prostora za fikcijo, pa tudi to, da je zaradi predzgodb, ki jih je dodal v tej seriji The Chosen, Izvoljeni, dobil nekaj ostrih kritik in celo neko sabotažo je doživel, mislim, da, češ da odstopa od svetopisanske pripovedi. Hkrati so pa ljudje čist ponoreli, v bistvu, cel fenomen in navdušenje. Kako vi kot ustvarjalci, kot scenaristi, pisci, režiserji gledate na taka odstopanja, na tak kreativni prispevek? Mislim, meni je, mogoče če se zdaj pri scenariju bolj ustavim, no, meni je zelo ljubo to, kako so se lotili serije The Chosen, ker se mi zdi, da po eni strani se trudijo zelo zvesto slediti evangeliju in zapisanim besedam iz evangelijev in se tudi trudijo pač biti verodostojni v tem smislu, da ne zajadrajo neke interpretacije, ki bi vodile v kakšno drugo smer, no. Trudijo se, a ne, da tudi tisto, se pravi, to je ena stran, druga stran je pa, da so si dosti svobode pustili, da so pač naredili iz likov, o katerih vemo zelo malo, ne, iz apostolov, naprimer, pa tudi iz Jezusa, da so si dovolili iti res v neke zgodbe, njihove predzgodbe, obzgodbe tega, kar bomo zapisano v evangeljih. Tako da v tem smislu se meni to zdi zelo posrečena kombinacija. No. Mogoče se ta scenaristični vidik, mogoče mi je še eden od najbolj ljubih, no, pri seriji. Ne. Se mi zdi, da so spretno te zgodbe dopletali zraven nekako, da se lepo vklapljajo v potem tiste citate iz Svetega pisma, ki vsake toliko pridejo noter, ne, ki jih prepoznamo, ampak da postavijo te citate in te besede zapisane, ki so naznane v en drug kontekst, nam odprejo neke druge asociacije, razumevanja ali pa ideje, ki so seveda proste, ne, pač niso dokazane, so domišljijske, so pa zelo verjetne, saj jaz to dojemam, no, oziroma da me ne odpeljejo kot gledalca nekam drugam v neko interpretacijo, ki bi pod dvom postavljala ali pa v neko čudno luč te besede, recimo evangeljske, ki so zapisane. To se meni ne dogaja ob ogledu serije in to se mi zdi ena velika vrednost na tega. Kako se pa tebi to zdi, Klemen? Če sem prej rekel, da je ta Pasolinijev evangelij po Mateju, tam recimo Scorsese je na povabilo, nisem pozabil točno, ampak je bil povabljen k ponovnem premisleku, oziroma iz Vatikana je prišla ta neka pobuda in se je praktično Scorsese odzval takoj z nekim scenarijem danes, ne, njegov odziv na Jezusa. In tam govori on v tem recimo manifestu, da razmišlja o tej tukajšnosti, immediacy of Jesus, se pravi, tukajšnost. In znotraj tega on ne razmišlja za njega je pač Pasolinijev Jezus točno tak, ne, se pravi, da je Pasolini v italijanskem okolju najdel italijanskega igralca iz ulice, ne, ki mu je izgledal kot Jezus in je najdel neko tukajšnost tega Jezusa. Ne, se mi zdi, da Dallas Jenkins z The Chosen, s tem Jonathanom Rumiem, išče to, bomo rekel, ameriško tukajšnost, ne, se pravi Jezusa danes, ampak vseeno v nekem svetopisanskem kontekstu. In v tem smislu jaz vidim ali pa razumem tudi današnjo ameriško, da je neka refleksija današnje ameriške družbe ali pa tega nekega spoja med protestantskim, katoliškim, pravoslavnim Jezusom, ker, če sem prav razumel, se tudi na tej ustvarjalni ekipi je tudi bilo tako zelo s premislekom nekako narejen, da so vse, taka ekumenska
ekipa, se pravi, da so, če Jonathan Rumi je katoličan, Dallas Jenkins je protestant, mislim, da so neki scenaristi, ki so tudi teološki svetovalci, so izraeli, mislim, da je celo ta škof Robert Barron, eden od teh svetovalcev, oziroma vse tako je tam naveden, pa tudi neki pravoslavni, se pravi, patriarhi, tudi celo pač judovski pač rabini, tako se pravi, oni so probali neko to ameriško tukajšnjost največ skozi to. In tisto, kar je meni recimo zanimivo, jaz sem pogledal prvo sezono, pač The Chosen, je to, da recimo temu Pasolinijo, ki je tak malo jezen, pa zelo filmski, tako umetniški, se pravi, je pa tukaj en zelo močen poudarek na emociji, posebej, mislim, da zadnja epizoda govori o tem srečanju Marije Magdalene in Jezusa in ta epizoda ima zelo močen emotivni boj. Tukaj se mi zdi, da so Američani v tem smislu imajo nek dar, ki ga mogoče drugih nima, da najdejo to, ta emotivni del, čustveni del v nekih prizorih. In to, da dodajajo te zgodbe, služi temu, da bi mi se čustveno odzvali na neko evangeljsko zgodbo. Zdaj, če se ustavimo najprej sploh pri samem tekstu, preden gremo v Chosen. Glavni problem, ki ga imamo pri Svetem pismu, je, da ga tretiramo kot zgodovinsko knjigo, oziroma da 4 evangelije razumemo kot zgodovinske pripovedi, ampak Sveto pismo je najprej v spredju teologija, šele potem zgodovina. In zaradi tega vidimo, že v vseh 4 evangelijih so določeni dogodki, čist drug kontekst postavljeni pri enem kot pri drugem evangelistu. Naprimer, pri evangelistu Janezu Jezus na začetku javnega delovanja izžene trgovce s templja. Medtem ko pri sinoptikih ostalih 3 se to zgodi tik pred pasijonom in deluje kot eskalacija za to, da pride do potem samega pasijona. In zato evangelije gledati kot zgodovinski, kot biografijo Jezusa Kristusa, je zmer potem res ta skušnjava, kako to prenesti v konkretnost. In tukaj je vedno ta ustvarjalna napetost, ki se dogaja. Zato je za vsakega režiserja, se mi zdi, vedno izziv, kako to prenesti torej pol na filmsko platno. Ker ni zgodovina, ampak je teologija v spredju. In enako lahko srečujemo isti problem že skozi umetniško upodabljanje, ne se bo na freskah, slikah ali pa kipih. In to, kar je tudi seveda potem prvim ustvarjalcem in tudi aktualnim lahko služilo za neko referenco in so vključevali prav zavestno določene prizore oziroma določene upodobitve. Medtem ko je tukaj Jenkins uporabil čist drugo perspektivo. Zdaj, se strinjam z Matejem, da pač, če film, dajmo zdaj biblični, o Jezusovem življenju, ki ima lahko tudi neke svoje dodatke noter, ampak če mene kot gledalca ne bo ven vrgel v smislu tega, da ostaja zvest duhu evangelijev, potem je ta zadeva v redu, zato tega bi pa jaz potem poimenoval sodobni apokrif. In če so kaj čovzni, potem je to, oziroma izvoljeni, se pravičujem, je to sodobni apokrif. Pa ne v smislu teh apokrifov, ki so ostali zunaj svetopisanskega kanona, zato ker prinaša kakšne tudi zelo hude nebuloze noter, ampak apokrif v tem smislu, da razširi tisto malo za nafutrati ljudski firbec, kaj pa Jezus delal v tistem času med 12. pa 30. letom, predtem je začel javno nastopanje in tako naprej. Tako imamo tudi v tem smislu film The Young Messiah, ki je približno 15 let star. In tukaj se mi zdi, da si Jenkins to prvoš. Jaz sem pogledal 2 sezoni. Moram priznati, da se mi zdel, glede na to, da je pač vendarle stvar omejena, pa da imamo v evangelijih precej nekih zgodb in pripovedi, da včasih šel v neke stvari, ki škoda cajta za tisto, ne vem, kaj je Jezus v šotoru, pa ga tam otroci hodijo gledati, pa tako naprej, Kaj si rečem, ja, v redu, bi kakšno drugo, lahko tudi močno zgodbo, ker glede na to, kako pa interpretira like, ne se bo Magdaleno in njeno zgodbo, ali pa tudi Simona in Andreja,
da ni samo tako, ja pač malo sta ribarila, ampak sta bila kar fajn zapletena, tudi predvsem Peter, grešnost, tole švercanje, ne, davkov in tako naprej. In je v tem meni se ti tako sočen in je izviren. Škoda se mi zdi to, da se včasih pa v kakšnih nekih zadevah, ki so pa res nima veze z evangeljsko pripovedjo, da tam zgubi pa daje kar pa nekaj podarka pa časa. Kaj tako je pokomentiral? To je jaz pač predavljam televizijsko režijo. Točno ta epizoda v šotoru, temu se v strokovnem reče shipping the bottle, ne? Se pravi, ko imaš epizodo, ki je produkcijsko lahko narediti. Se pravi, imaš Jezusa, pa 10 otrok, pa en šotor, pa en travnik. Se pravi, to je zato, da imaš vsebino, pa da imaš del, ni pa nujno ta produkcijsko zahtevna. Se pravi, vse, najbolj znana taka iz Breaking Bad, muha zaprta v luči, ki se celo zgodi v tej neki kletnem laboratoriju. Se pravi, vse serije, predvsem ameriške, imajo te tako imenovane shipping the bottle epizode, ki so produkcijsko lahko izvedljive, zato pride do tega čisto malo digresijo. Jenkins večkrat poudari, da je želel predstaviti zgodbo skozi oči tistih, ki so Jezusa dejansko srečali, seveda fikcijsko, ker želi osebno, intimno pripoved narediti. Pa bi vas vprašala, mogoče kjer lik v tej Jenkinsovi interpretaciji vam tako zlezel pod kožo, pa so spravil malo smeh ali pa takole, da bi se človek popraskal. Kdo vam je bil blizu, kaj bi rekli na te like? Mogoče bi se jaz tudi še sam vrnil, ker si sprožil to epizodo z otroci, ker razumem tudi ta tvoj vidik, da mogoče ni najmočnejša teološko ali pa da sploh ne izvira iz tega pisma. Meni je bila tudi zelo ljuba, zelo mi je zrasla k srcu, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da Jezusa pokaže eni zelo človeški luči po svoje, pa tudi neke teološke vprašanja odpira, ki so, tako se mi zdi, pravoverna. Pokazal sem v to epizodo eni skupini otrok na enem programu, ker smo bili v Vržeju polet in je ogromno dan materijala za debato z otroci. Tako sem videl, da v bistvu močno vpliva v tem tudi katehetskem smislu, lahko čeprav ni odlog, ki se je napisan. Drugače pa zdaj, kaj mi ostalo v spominu. Mislim, siguren je en lik, ki je tako zelo zanimiv, pač ta Matej, cestninar, ki ima ta avtizem, nek simpatičen avtizem oziroma niti ta obsesivno-kompulzivno motno, ki pač odpira neke možnosti potem za zabavne situacije in dialoge in tako. Zelo se mi je vtisnila v spomin to, kar si prej glede ribolova pa Petra, pa ta predzgodba, se pravi prva epizoda, ki pokaže Petra in njegovo ozadje, da tisti ulov, ki je zaradi Jezusa potem polne mreže, da to ni pač nek naključni random ulov, ki pač ali je ali ga ni, ampak da mu šlo na življenje in smrt, a bo ujel kakšno ribo tisto noč, da odplača te davke, ki jih je goljufal. To se mi zdi en tak primer posrečene neke predzgodbe, ki mogoče celo naredi en učinek, da bolj resno jemlješ en evangeljski odlom, ker ti je drugače mogoče malo brez veze, težko se istovetimo z ribiči, težko se istovetimo s tem, zakaj bi bilo to pomembno, da bi polne mreže ujela. In ta predzgodba je meni ravno to dosegla, da si rečeš, mogoče pa res je šlo za res. Pa tisto odlom, ki ga je pa tudi že Klemen omenil, recimo ta zadnja epizoda prve serije Samarijanka ob vodnaku, sem meni tudi zelo čustveno sem doživel, pa zelo močno, kako postopoma Jezus pride od nekega naključnega potnika, utrujenega ženega do tega, da se je razodene kot Bog in kako to v njej tudi neko spremembo počasi sproža čez cel prizor, recimo tudi, to se zdaj ne spomnim na hitro. Zdaj že pozabil vprašanje. Čustveno, če bi bil kakšen lik blizu ali pa te kakšen zmotil zelo izrazito? Jaz tako najbolj, ki si to vprašala, se mi je zdelo, da je
mislim se tako odvisno Mateja. Matej se mi zdi interesanten, ker je kot lik formiran tako, da je dramsko zanimiv, ne? Da se pravi ta nepopustljivost, ko na vsak način hoče izvedeti tam, kaj se je tam Andrej zlagal, ali kako so se te Rimljani s temi ribiči zmenili. In ta nepopustljivost, ko hoče stvari prije do konca, rojeva izhaja iz karakterja in rojeva v bistvu eno tenzijo, ki je potem dobro izkoriščen tudi pa naprej, ker pač ima tej del apostolov, ki se pravi, nekaj so na nasprotnih strani, pa se da skupaj. To se mi zdaj ta Peter se mi zdi tudi strašno interesanten, predvsem te svoje take frivolnosti, take divjak, se pravi, zapleten v ogromno nekih. Se mi zdi, da te liki, ki imajo tako narejen, da imajo dramsko, da so to, kar ste rekel, pokrifno dodani, tako da so dramsko zanimivi, se pravi, da niso enoznačni, da imajo več, da imajo spektr nekih emocij, spektr nekih tudi karakterno, da so zanimivi tisti liki, ki se pridejo ven, se pravi, se mi zdi, da ima še najtežjo nalogo tle Jonathan Rooney, ki Jezusa igra, ker je v bistvu skozi v enem, bom rekel, ne v tonu, ampak v enem akordu je skozi mora isti ta nek, se mi zdi, da je tle, da je to v resnici najtežje, ker je v bistvu skoraj nima nič materiala v smislu tega igralskega ali pa interpretativnega, da ne more zelo veliko nihati v nekih teh ne v čustvenem, ne v interpretativnem smislu in da je tle recimo težje igrati kot te zanimive, večplastne, barvne, emotivnost, različne like. Tako da, in tudi mi kot gledalci se mi zdi, da se bolj odzovemo na te, ki so kontrastni, ki so različni, ki imajo spekter. Tako da to. Bi se tudi strinil glede Mateja, ampak najbolj mi pa mogoče ostaja Marija Magdalena. Še posebej zaradi tako res dobre interpretacije. Najprej prvič zato, ker se spravi razbijati tisti mit, da je bila Marija Magdalena prostitutka. Mislim, mit. Gre za podobo, ki je kot en klišé postavil papež Gregor Veliki, ko je pač simbolno združil vse tri ženske, se pravi iz Janezovega evangelija, ženo, ki jo hoče kamenjati, torej ženo z Sačnim prešuštvu, potem Marijo, Lazarevo sestro, pa tisto žensko, ki torej umiva Jezusu noge. In s tem je pa bila v bistvu zapečatena, da je pač Marija Magdalena prostitutka, kar pa, če gremo striktno brati evangelije, nikjer ne piše to. Jezus je z nje zgnal 7 demonov, to je to. In se mi zdi, da Dallas Jenkins to dobro pokaže. Pa ne samo to, kar mi pri njenemu liku zelo všeč, te interpretacije tukaj, je to, da ima tudi ona padec, laps. Se zgodi, spet gre nazaj v tisto votlino, v tisto peznico tja noter, ker ima krizo. In kar pomeni tudi, da za Jezusa to ni problem. Pač, je prišla še enkrat nazaj. In to je tista varianta tudi lahko za nas kristjane, ki hodimo za Jezusom, da ni ona vse vedno straight forward in samo tako in brezhibno in moralno popolno, ampak da se zgodijo tudi padci. In Jezus zmer sprejme in objame nazaj. In tukaj noter se mi zdi, da je v tem Jenkins močen. Je pa zanimivo, ne vem, koliko ste opazili ta fenomen, da so čisto komercialnega vidika, ker je tukaj Jonathan Rooney Jezus, pol leta nazaj je prišel film ven Jesus Revolution, v katerem Nota Brel, ki je glavni lik, igra hipija Jezusa, Jonathan Rooney. Tako da že samo takoj, ko ga vidiš noter v filmu, rečeš, se to pa unka Jezus, tako, Tako da te ikonografski preskoki so lahko, ali pa povezave zelo zanimivi. Tako kot sem rekel prej, da je lahko en igralec, ki je že poznan, moteč, če igra Jezusa, razen če je res tako skamufliran z vso masko, kot je Gibson Caviezel skamufliral.
Drugače pa je lahko to zelo moteče. No. V tem primeru pa ne, je pa povezavo dela naprej celo. Bomo se zdaj mečkan predstavili v knjigi. Knjigo, vemo, je napisal režiserjev oče, se pravi, je bil zelo blizu. Jaz sem se sama spraševala, a je delal po scenariju ali je sliko gledal, pa zapisoval, ko sem to knjigo brala. Se pravi, knjiga, še enkrat povem, je izšla pri založbi Družina. Kakšen vtis pa ste vi dobili ob branju knjige? Mogoče kakšen nov pogled v videno na zaslonu? Mogoče, če sama povem svojo izkušnjo, meni se je zdelo, da sem se v kakšnem liku zadržala, da sem se znašla v nekem takem filmskem lijaku in sem se v kakšnem liku malo dlje zadržala, kot bi se sicer, recimo meni se je zdela fantastično, kako je pripeljal noter tole Eden, ženo od Petra. Sem kar razmišljala malo o njej, čeprav je Sveto pismo o njej zelo skromno. Skratka, eno vprašanje. Jaz moram priznati, da knjigo še berem, se pravi, nisem še čisto do konca prišel. Je pa tudi meni, sicer je tako, zdaj, če naprej serijo gledaš, pa pol knjigo bereš, sigurno si pač nekako pod vplivom serije in drugač doživljanja se. Zanimivo bi bilo, če bi lahko knjigo na sveže bral, sam žal, to se ne da več, ker smo serijo že pogledali. Meni je zanimivo to, ena stvar je bila, da ta začetek pač pojmovanje začetka je bilo pri meni, da je s knjigo šel širše, čeprav si me razsvetila potem, da je tudi neka nulta serija bila v Jezusovem rojstvu, ker zdaj v tej sezoni, teh sezonah, ki jih gledamo, tega ni v kompletu, čeprav pa je, da so posneli. Druga stvar je pa to, da nekaj časa sem ob branju knjige v bistvu procesiral v glavi, da sem si prevajal serijo v knjigo, se pravi, tam smo takole videli, tako piše, ker je dosti zvesto, v bistvu knjiga dosti zvesto gre po epizodah serije. Pa sem pa na to tudi pozabil vmes, in v bistvu, kar se mi ob knjigi začel dogajati, mogoče kar se mi ob seriji ne, je tudi to pri meni, da tisto, kar v seriji gre zelo hitro mimo, pač te mali dogodki, liki, situacije, imaš v knjigi čas nekako bolj podoživeti. Tudi sebe mogoče malo bolj zraven postaviti v neko situacijo in se mogoče tudi začneš predstavljati stvari, spet domišljijsko, na nek način, kako bi bilo, če bi bil pa ti zraven, ker pri filmu le slediš dogajanju, kjer ga si vržen in nimaš časa za neko veliko domišljije. Tako da mogoče to, da se odpira en prostor domišljije, ki ga serije ne ponuja na ta način, kar je pa itak za knjige značilno, napram v primerjavi s filmi. Ko sem jo povabila na ta pogovor, sem pač, ker mi je pač lažje, sem si vzel angleško audioknjigo, originalno, in sem pač celo preposlušal. Tako da sem poslušal original. In pač imam dve take zanimive. Prvi vtis je zelo podoben tako, kar Jernej govori, to, da sem zelo, pri audioknjigi pa to še bolj, da se pravi, da sem zelo hitro videl vse prizore. Se pravi, da je ta vizualna podoba sledi, ko poslušaš, so vse reference iz serije. Zdaj pa na drugi strani bi pa rekel tudi to, da je, se pravi, da tudi to opaziš, da so neke stvari, ki jih filmsko zelo težko pokažeš, ali pa jih pokažeš, pa jih pol vsak gledalec interpretira po svoje. In so v knjigi tako zelo pač striktno so izpisane in so tudi ti odnosi veliko bolj jasni, pa neka notranja doživljanja, ki na filmu zelo težko pokažeš. Je pa res, da knjiga zelo zvesto sledi, oziroma pač prvi sezoni. Je pa en zanimiv detalj mogoče, da knjigo v angleški verziji bere isti bralec, ki bere serijo knjig Dune. Tako da je meni je bilo to smešno, ker sem pa polet medtem, ko sem snemal tistih prostih delih, sem poslušal prvo knjigo Dune, tudi v originalni angleščini, ker malo dvakrat to pogledaš, zato ker moram to malo bolj
se pravi, zaradi teh mednarodnih nekih okoliščin. In je zanimiv, ker se pa zgodi s tem glasom, ki ga prinese ta človek noter, da je prinesel neko to emocijo, ki je v Dune, ki tudi ni toliko daleč, ne, zdaj od nekih, se pravi, ima tudi neke svetopisanske podtone, se pravi, tam je tudi Mesija, ne, in je zanimiv, da je s tem, vsaj pri meni, asociacija bila na to neko epskost, neko veliko večjo epskost, kot je, se pravi, da mi je tako neke drobce še divna not prinesel, tako da ta del mi je zanimiv. Se mi pa zdi, da je kar pomembno, da bi bila tudi, predvsem za nas, ki smo malo dislektični, da obstaja tudi audio verzije knjige, tudi v slovenščini. Se pravi, slišimo pobudo, če bi šli na roke dislektikom, bi bila dobrodošla audio knjiga. Moram biti zelo iskren. Pri nas v skupnosti smo dobili to knjigo že po pošti, prej, pa tako, no, kaj pa imaš to? To je Chosen, pa no, jaz zdaj bral knjige, ki sem že gledal serijo, pa nisem glup, zdaj vem, kako zagleda, kaj. Pa kliče Barbara, pa reče ti, pa bi ti sodeloval tle zraven. Aha, ja, pa dobro, ne, ampak ona knjiga že šla naprej, ne. No, pa pošel knjigo, ne. Pa sem se pa usedel, pa začel brati in vam moram reči, da potegne zadeva, da kljub vsemu tistemu predsodku, ki sem ga imel začeti, pa ne bom več brati, sem gledal serijo, sem že vem, kako se zgleda, kaj bo zdaj, ne. Še posebej mi je bilo pa za dokaz to, o tem, kar si že omenil prej, za ti dve predzgodbi božični, ki sta bili, ena je bila, mislim, da 16 posnet, The Shepherd, The Messengers, pa mislim, da 2 ali 3 leta nazaj. Se pravi, ta druga, ta daljša je, kako Jožef pa Marija, pač sledi zgodba Lukovemu evangeliju, kako Jožef pa Marija prideta v Betlehem, iščeta prenočišče, tako. Medtem, ker tisti prvi delček je pa v tem, kako pastirji, mislim, enemu pastirju, šantomu tam, ki je z nogo zvito okoli šepa in tako naprej, no in pač dobijo to oznanilo in oni preletijo in oznanje in je tudi teološko zelo močan. Ampak moram reči, da ko sem prebral, tega nisem še gledal, teh božičnih predzgodb. In sem jih najprej zasledil v knjigi. Rečel, wow, to je pa zanimiv. In sem v resnici se z besedilom v tem primeru srečal prej kot torej s filmom oziroma pred serijo. Ne? In mi je bil tudi ta, bi rekel, vzvraten proces tudi zelo zanimiv. Moramo pa reči tako, ne? Po večini smo navajeni gledati filme, ki so nastali na podlagi knjige. Potem primerjamo, koliko je režiser spustil, koliko je naredil nekaj svojih interpretacij noter, zabluzil lahko nekam, ali pa res se striktno drži izvirnika. Ne? Hkrati preverjamo lastno mišljijo, ki se nam je v branju knjige sprožila in kako to zdaj se sklada ali pa stepe s tem, kako je recimo scenarist videl ali pa režiser potem pač to interpretiral. Tako da in tudi po večini vemo, da je naša izkušnja, kadar smo neko dobro knjigo prebrali in potem šli gledati to ekranizacijo, da v večini primerov smo bili pač, moramo priznati, razočarani. Ne vem, eden takih dobrih primerov zadnjega časa je Odrešeni ljubezni, ki je tudi posnet pač po knjigi, po romanu, ampak stvar je v tem, da je pisateljica bila pač ena od 3 producentov filma, tako da je logično, da ni pustila, da bojo pač naredili totalno distorzijo njene originalne zgodbe. Ne. Lahko gledaš, ne vem, 20.000 milj pod morjem, ne, tam v 90-ih, ja, Pržilu Vernu so 3 tipi not, ne. Mislim, v igri, tle pa dajo kar eno žensko, tle pa v filmu pa vrže vam, pa dajo eno žensko, zato te ljubezenski trikotnik, ja. Ne vem, če takih variant pač ne maramo. No in v tem smislu se mi zdi, da smo tudi prej govorili glede svetopisanskih upodobitev, no. No, ampak pred režiserjem je zmeraj izziv, kako spraviti v bistvu knjigo, ne, na film. Tukaj pa za pisatelja je izziv, kako film spraviti v knjigo nazaj, ne. Bomo na tej točki se poslovili, ampak preden se poslovimo, vem, da smo dobili od odzadej pomižik oziroma namig, da je knjiga, zvočna knjiga že v načrtu. Tako da v slovenščini odlično, tega smo iskreno veseli. Hvala vsem 3 sogovornikom.
Želim vam veliko navdihov iz Svetega pisma, naj vas spremljajo tudi na vaših ustvarjalnih, kreativnih poteh, pač na način, ki je vam lasten. In povabim vas še na stojnico založbe Družina, kjer boste to knjigo lahko prelistali, vzeli v roke, jo tudi kupili s sejemskim popustom.